Tako želimo dobro jutro. Dobro jutro. In v tem studiu, kot smo napovedali, z nami velik strokovnjak, seveda, kar se tega tiče, v primerjavi z nami tremi je vsak velik strokovnjak, ampak Žan Čander, torej reševalec pri naši nujni medicinski pomoči, magister zdravstvene nege, oktober je mesec prve pomoči. Dobro jutro, Žan. Dobro jutro. Dobro jutro. Je že bilo treba kaj rešiti danes na vse zgodaj? Ja, smo po noči reševali, tako da smo kar znočne si? Iznočne. Okay, daj, najprej ena lepa in velika hvala v imenu vseh, v bistvu, vsem vam, reševalkam in reševalcem, ki opravljate to izjemno zahtevno, izjemno težko človekoljubno delo. Res hvala lepa. Hvala, zelo smo veseli vsake zahvale. Ja, sploh pa, ko je vaše delo nagrajeno s tem, da pač seveda pacient v najhujšem primeru seveda tudi preživi, ne, ko je kaj resnega. Dejstvo je, da je naša nujna medicinska pomoč v Sloveniji zelo dobro razvita. Ja? Drži. Z vidika stroke smo, bomo rekli, zelo dobri in zelo dobra izobraževanja se izvajajo na področju nujne medicinske pomoči, ampak je treba res poudariti, da nujna medicinska pomoč se res povezuje tudi z prvo pomočjo in brez ljudi, ki prvi pristopajo k pacientom, je tudi nujna medicinska pomoč lahko zelo težka in za pacienta mogoče težje izvedljiva. Torej res temeljijo, bomo rekli, vsi ukrepi in postopki, ki jih mi izvajamo, tudi iz prve pomoči, torej z tistega, kaj očividci naredijo prvi na kraju, preden pridemo reševalci. In rabite pa, mislim, da je vsake točke nekje maksimalno 20 minut ali nekaj tajega, da se pride do tja. Ne? Zdaj seveda obstajajo okoliščine, ko je verjetno to malo teže, ampak... Ja, zdaj vse je odvisno. No, mi smo bazirani tukaj v mestu Maribor, ne? Naša postaja je na cesti proletarskih brigad, torej dostopni časi so različni. Ja? In zdaj, če govorimo o našem nasploh področju, so kraj, okolja, kamor so naši dostopni časi res dolgi. No. Tako da ja, in zato je še toliko pomembneje, da poznamo vse te principe prve pomoči, da poznamo prvo pomoč. In kako ocenjujete, recimo, kak smo tu Štajerci? Obvladamo? Če rečem, lahko je bili boljši. Vsak bi lahko bil boljši in res si želimo. No. Bomo rekli, ni zgornje meje, da lahko rečemo, da nekdo obvlada. Tako da bomo probali narediti vse, da bomo vedno boljši in to bo za ljudi potem tudi in zdaj mene zanima, kaj so tiste stvari, ki pa bi jih res moral vsak poznati. Če bi zdaj moral izpostaviti, ne vem, seznam 2, 3, 5, 8, kaj so te stvari, ki jih mora vsak vedeti? Zdaj, če govorimo z vidika same prve pomoči, najbolj pomemben je tisti začetni pristop k pacientu, da sploh stopimo zraven, kar je tudi v veliki večini največji problem pri očividcih, tistih, ki bojo zraven, ko se bo nekaj zgodilo. Absolutno je potrebno znati sprostiti dihalno pot, absolutno je treba znati zaustaviti hudo krvavitev, to so stvari, ki lahko človeka zelo hitro ubijajo, pa absolutno izvajati temeljne postopke oživljanja. To so res te bistvene stvari, ki jih pač moramo poznati. Absolutno, in zdaj vemo, ne, mi načeloma se srečamo s prvo pomočjo, ko delamo izpit katerekoli kategorije, potem mogoče še pri, ne vem, določenih stvarih, kjer je to potrebno, ne vem, če postaneš lovec, recimo, ne, če ne vem, delaš, se članiš v kako društvo ali pa upravljaš kako dejavnost, kjer je to zahtevan pogoj, ampak sicer pa ni nekih vzvodov, vsaj ne, da bi bili tak, da bi osveževali svoje znanje in poznavanje prve pomoči. Ja, največjo kritično maso na Rdečem križu ravno dosegamo s tem izobraževanjem voznikov motornih vozil, potem seveda izobraževanje v delovnih organizacijah, tudi delovne organizacije imajo neke obveze, potem mogoče tudi lastni interesi, no tudi za te skupine izvajamo delavnice prve pomoči. Je pa res, da potem, ko enkrat to izvedemo, je pa osvežitvenih seminarjev predavanj zelo malo. Bili bi pa zelo potrebni. In morda, če kaj, zdaj glede na to, da je oktober mesec prve pomoči, je treba začeti resno razmišljati o tem, da bi se ravno na tem področju več delalo. Ne samo osveščalo, ampak da bi tudi lahko ljudje pristopili, malo povadili, dobili odgovore na kakšna vprašanja, ker lahko vsi pomagamo pri reševanju življenj. Tako, ja, v mesecu, bomo rekli, nasploh v mesecu oktobru, ki je mesec požarne varnosti tudi, zelo veliko delo upravlja tudi prostovoljna gasilska društva, torej tudi tam na dnevih odprtih vrat in podobnih predstavitvah se lahko ljudje seznanijo z postopki prve pomoči, z temeljnimi postopki oživljanja in res aktivno pristopamo v tem mesecu, da bi opravili čim več delavnic, predstavitev,
samim občanom, no, torej, da dosežemo čim večje število ljudi z temi delavnicami. Ja, sicer ne bomo dosegli, da vi ne bi imeli kaj zadelati, lahko pa vam bistveno olajšamo delo oziroma vam reševalcem s tem tudi odločno pomagamo. Ne? Predvsem bi tukaj poudarili, da vse, kaj lahko naredimo s prvo pomočjo, da lahko pacientu rešimo življenje. Yeah. S tem seveda tudi nam reševalcem olajšate delo, ne, da lahko potem, ako bomo rekli, bolj efektno izvajamo tiste naše postopke in posege, ampak res je potrebno priti na kako delavnico pomagati. Ja, jaz apeliram na vse, jaz bom šel na prvo, ki bo na voljo. Mislim, da bomo prvo mini delavnico tako imeli že danes jutraj, ampak o tem več malo kasneje. Torej z nami je reševalec nujne medicinske pomoči Žan Čander. Oktober je mesec prve pomoči in 16. oktober je svetovni dan oživljanja in še o tem v nadaljevanju. Oktober je mesec prve pomoči, 16. oktober, svetovni dan oživljanja, zato danes zjutraj z nami Žan Čander, magister zdravstvene nege, reševalec na nujni medicinski pomoči in pa predavatelj prve pomoči pri Rdečem križu. Sem povedal vse zdaj, Žan? Tak piše. Ok, nisem kaj slučajno pozabil. Tanja, ti si imela eno zelo zanimivo vprašanje, ne? Povezano z defibrilatorji. Tako, ker ko se pač pogovarjamo o pripravljenosti ljudi pomagati, pa tako ste že prej sami dejali, da smo pač tisti prvi reševalec pod narekovaji, kaj pa ti aparati AED, se pravi, ki nam pomagajo pri oživljanju, kako je s tem, je še to dodatno pomoč? Absolutno, avtomatski zunanji defibrilator je v bistvu zelo uporaben pripomoček v temeljnih postopkih oživljanja. Torej, ta pripomoček dejansko lahko neko motnjo ritma, ki je povzročila srčni zastoj, razreši s pomočjo električnega sunka. In aparat je narejen tako, da s pomočjo samega računalniškega algoritma vas tudi vodi skozi vse temeljne postopke oživljanja, torej skozi vse korake, ki jih morate pač opraviti. Največji izziv je priti do tega defibrilatorja, torej ko se nekaj zgodi, zvedeti, kje je lokacija. Kje smo mi tu v Sloveniji, če pogledamo v primerjavi z ostalimi državami Evropske unije? Zaenkrat smo, bomo rekli, na dobri poti k temu, da bomo imeli vzpostavljeno mrežo defibrilatorja, ampak uradne še nimamo. Vse da najti lokacije s pomočjo na nekih določenih spletnih straneh, na Google so vnešeni določeni defibrilatorji. Samo tukaj panika. Ni dokaj praktično. Ja, ti nič ne pomaga, ne? Ker na to zdaj greš tak vtorek popoldne gledati, če boš mogoče enkrat rabo. Ne? Ja, zato se pa zanašamo zdaj, da v samem nudenju prve pomoči želimo dobiti čim več pomočnikov in upamo, da tudi en izmed teh pomočnikov ve, ki je najbližji defibrilator in bo potem šel tudi po njega. Ja. Bo pa narejena mreža samih defibrilatorjev in potem v klicu številke 112 boste dobili podatek tudi, ki je najbližji defibrilator in tisti bo potem lahko na zelo hiter način do tega defibrilatorja, če bo v bližini, če bo na voljo tudi prišel. No, super. Tako da se dela na tem in smo veseli, ker ne nazadnje vsaka stvar, ki pomaga reševati življenja, to sploh ni vprašanje ali ja ali ne. Odgovor je ja, definitivno. Ne? In zdaj, ko se pogovarjamo o delavnicah in o tem, kako pomembno je, seveda še enkrat moram povedati to, da poznamo osnove prve pomoči, da poznamo, kako se izvaja oživljanje oziroma proces oživljanja. Zdaj kar nekaj delavnic je na to temo v teh dneh. Tako, zdaj 16.10., kot že omenjeno, svetovni dan oživljanja. Ja. Zato bomo rekli, v Sloveniji se pripravljajo v teh dneh oziroma v tem tednu delavnice. V našem mestu lahko najdemo delavnico že jutri v Supernovi od 3 do 6 popoldne. Dobro. Potem lahko najdemo jutri v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Zrkovci delavnico ob 17.30 uri. 16.10., torej na svetovni dan oživljanja, bo delavnica tukaj pred vami, pred vašimi vrati na glavnem trgu od 10 do 2. Okay. In potem še 25.10. bosta delavnici na Mariborski tržnici in v Europarku od 10 do 2. To vse boste poskrbeli pri Rdečem križu, ne, da bodo... Delavnice izvajajo tako reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Maribor, študenti medicine, Rdeči križ Slovenije, torej v partnerstvu vse, bomo rekli, službe, organizacije, ki nas povezuje v življenje, to izvajamo. No, super, da bi vas le povezovali dolgo in da ne bi imeli kaj dosti zadelati. Ne? To je verjetno najlepša želja. Ne? Absolutno. Na tak način. Ok, sicer pa, kot smo se pogovarjali v
prvi stik, načeloma velike večine, je predavanje, ki ga upravlja tudi Žan, recimo tukaj v Mariboru, prve pomoči, ko se dela kaki izpit za avto ali pa motor in tak dalje. In tam je enih par vprašanj. Zdaj kar nekaj let je, kar smo mi to delali, punci, ne? Ja. Kar nekaj let in jaz mislim, da je čas, da malo osvežimo znanje. Z enim mini testom, ki ga je Žan pripravil, tako da malo zdaj lahko še ponovita 3 minutke. Kaj naj štartamo? prosim, kaj Kaj je trikotna ruta, recimo, ne? To je torej v tem studiu še vedno in smo veseli, da je z nami Žan Čander, magister zdravstvene nege, reševalec nujne medicinske pomoči in predavatelj prve pomoči pri Rdečem križu. Dobro jutro še enkrat, Žan. Dobro jutro. Zdaj, da vidimo, ali smo res lahko veseli ali ne, ker je, kot smo rekli, oktober mesec prve pomoči in pomembno je poznati prvo pomoč, kajti prvi reševalci smo mi, ki smo zraven in mi lahko opravimo že veliko delo in na tak način pomagamo tudi reševalcem, ko potem ga prižgejo varno sicer, ampak hitro in učinkovito svojim reševalnim vozilom, ne? In zato Žan, si ti pripravil enih par vprašanj za nas, ne? Jaz predlagam, da kar Dejan odgovarja, ker on je zelo dober v informaciji. Ja, pa to Še nama, kaj vidiš. vodite, vemo, ne? Rdeči križ pa že dolgo, kaj sem delal, tako da. Ajde, Žan, da vidimo. Bomo se potrudili. Ok, začnimo na začetku. Začnimo na začetku. Čakaj, moram dati eno primerno glasbeno ozadje, da ne bo zdaj to tak, ne, ker je to vseeno napeto. Ker je bitka, povej. Torej, kaj najprej storimo, ko vidimo nekje ležati negibno osebo? Pristopimo. Preverimo znake življenja. Kaj zdaj tekmujemo ali bomo lepo govorili? Jaz sem lepo pač povedal. prvo moraš sploh priti zraven, ne? Da lahko preverimo znake pogledamo, življenja. če diha, Ja ne, ker marsikdo mimo gre, ne? Dobro, ja pa recimo, da greš mimo, da pomagaš. Te pa pač preveriš, ali diha. Mogoče še pred tem, preden pristopimo. Na Pogledamo. kraju nesreče jo zavarujemo. Sploh, Recimo. ja. Tako, poskrbimo za lastno varnost. Viš, da sem to Za rekel, prav lastno sem rekel. varnost. Ne, nisi jaz. In seveda tudi za varnost pacienta. Okay. Potem smo pristopili. Okay, Prav, Tanja, si dobila aplauz. hvala. No, smo pristopili. Tako? Preverili znake, se pravi, če diha, puls. Jaz bi se najprej zadrla. Oziroma pač probala Na tistega, ki je naredil Halo. to. Ja, Kaj narediš preverila to? bi, ali je odziven z tem, da ga pokličem. Tako. Če ni to, potem ga je treba spajtlati malo, ne? Absolutno. Potem pa začeti gledati, ali diha, ne? je karkoli, ne? Torej, preverjanje odzivnosti je pravilno odgovor. Ne? Naslednja stvar je... Daj mi točko, daj mi točko. Bravo, no. Super. Ne, odlični so, ker so še pol to upisani, točno kaj moramo narediti. Ja, ker ne vemo točno, kaj je prav, pa reči malo več povemo. Torej, ko smo se zadrli na njega, pa ko smo ga stresli, pa če se ne zbudi, naslednji korak je... Preverimo dihanje. Dihanje, puls in očistimo oziroma odpremo dihalne poti. Ok, zdaj samo v zaporedje to zložimo. Torej, prvo odpremo dihalno pot, da lahko preverimo dihanje. To gre eno z drugim. To z dvema prstoma prevzdigneš brado, je tako? Odlično, in eno roko damo na čelo, torej zvrnimo glavo nazaj, tako. Odpremo usta, pogledamo, če kaj noter, kaj ti not seveda ne spada, zobna proteza, hrana, različni predmeti. ja. Če se da to odstraniti, to naredimo. Okay. Če je to, Jezik preverimo, če ni zdrkno nazaj. zatem, ko zvrnemo glavo, dvignemo brado, v bistvu mi dvignemo jezik. In to je naš cilj z tem manevrom, ki ga izvajamo. To sem mislil reči, ja. Torej, preverimo, oziroma sprostimo dihalno pot in preverimo dihanje. Okay. Kako bi preverili dihanje? Zdaj naslednjo vprašanje, ki ga lahko Z povežemo. ušesom gremo k nosu, glavo imamo pa obrnjeno proti prsnemu košu, zato da lahko in Opazujemo. slišimo in gledamo, ali se prsni koš dviguje. Ne? Oziroma, prsta, no. jaz, ki imam vedno gledalce zraven, ne, ker se dosti gledam, pač dam, da vidim, če se gor vidi. V redu je, Dejan. Če se te spomniš, takrat tudi. Ok, ne, nimam zrca. Ok, poslušamo, gledamo, čutimo dihanje. Na Ja. način, ki je Ana ga opisala. Zdaj me pa samo zanima, še koliko časa bi vi to delali? Dosti časa nimamo, moramo pa vseeno zdaj si vzeti določeno število sekund. Sekund? Sekund, ja. 30. Maksimalno. 40 recimo. Ne, Jaz rečem. manj. 10? 6. 15? Na moji levi je pravilno odgovor. 10 sekund. Opazujemo, gledamo. Tanja. To mora biti res hiter, poslušamo. ne? Ja, No, ja, 10 čez 10, mislim, če 10 sekund nekdo ne zadiha,
pol je čas, da nekaj dalje narediš, ne? Ja, no, Ja, Ko že mislim, čakal, da pol Niko- minute ne bo Saj ne dihal. veš, Jaz koliko držim ima tudi pa po res. 2 minuti luft, tako da veš, kaj Ja, hočeš. seveda, potapljač. Ja, tukaj nas 10 sekundah zanima, koliko krat bo oseba vdihnila. Okej. In vsaj 2krat moramo biti prepričani, da se je prsni koš dvignil, ali pa da smo slišali, ali pa smo čutili izdihano sapo. Torej, zagotovo vsaj 2krat. Če smo v dilemi, rečemo, Ni. ni. Ni dihanja. Tako, In potem pristopimo k tako. In izvajamo temeljne Življenje. postopke v življenju. temeljne oziroma TPO, kot mi temu rečemo. Ne. Okay. Še nekaj vprašanj imamo. Mislim, da je Še dovolj lahko. te blamaže. Meni je že Moram če gre, daj še. Okay, ajde, še dve. Okay, Še Okay, dve. še dve vprašanje. Ko se odločimo za izvajanje stisa prsnega koša, kako bi to pravilno izvajali? Stay in alive. Se pravi, Aha, tisto ne. roko, ki je tvoja dominantna, Daš daš od spodaj. prvo Tako, gor, pa stegnjene morajo biti. ja, potem pa drži. prekrižaš prste, Drži? pa si In pač z stegnjenimi Stegnjeni rokami komolci, da za celim Nad telesom. človeka se moraš dati. Tako, ne, da se pravi, s težo- na strani. pravokotno nad. Absolutno, vse drži. Potem Poješ pa- stay in alive, BPM nekje 100 udarcev na minuto, držiš 120, do 120 in če delaš Usta prav, na usta več ni, ne? Že nekaj časa in ne. če delaš prav, moraš zlomiti par reber. Ne? Se strinjam, tudi rebra se zlomijo. Zdaj vse smo povedali pravilno, samo nismo povedali, kam položimo roke na prsni koš. Ja, Ja, tu. Ne? Ja. To je srce. Tukaj je srce, ja, če vemo, kje je srce, na prsnico položimo, Na torej na prsnico, prav na sredino sredino. prsnega koša, na tisto trdo kost, ki je direktno na sredini prsnega koša. To je mesto za uživanje. Okay. Ja. Dobro, Odlično. In še zadnje še vprašanje. zadnje vprašanje. Zdaj, malo smo že odgovorili na to, zato ne bomo več vprašali, kateri aparat si želimo uporabiti v okviru temeljnih postopkov življenja, ampak kako ga uporabimo. Ja, to pa niti ne rabimo vedeti, ker nas vodi glasovno pa skozi upamo, cel da ga postopek. nikoli ne bomo rabili. Drži in najbolj pomembno je, če imamo aparat pri sebi, kaj moramo s vsakim aparatom prvo narediti. Klopiti Ga ga. vklopi. Absolutno. In to, verjeli ali ne, je pogosta napaka, ki je na eni raziskavi v Evropski uniji pokazala, da se aparat uporabi, ampak se ga pozaj prižgati. To pa Super. nisi nič naredil. Ne? Ja, naredimo vse oziroma nič. Bi lahko dal tudi ne vem, eno jabolko, pa eno hruško, pa bi bilo isto. Ne, v bistvu. Dobesedno. Se to je lahko se Ojej. pogovarjati, ko pa je situacija. Ja, ko pa je malo situacija, stresna, pa ne moreš biti dobro moraš res pameten, trezno tako. glavo Res je, in razmišljati. to je recimo ravno to, zaradi česar jaz vas, reševalke in reševalci, najbolj občudujem pri vsem. Da, ker jaz vem, da če bi bila velika panika, jaz bi verjetno odpovedal, jaz priznam, pač ni sramota v tem, če pač nismo vsi za vse v življenju. In jaz sem skoraj prepričan, da bi odpovedal ali pa vsaj, bom rekel tako, naredil vmes iz stresa oziroma zaradi stresa kako hudo napako. In hvala Bogu, ne, da so ljudje in da ste ljudje, ki te stvari tako upravljate. Tako da še enkrat res hvala lepa, da bi imeli čim manj za delati. Veseli in ponosni smo, da imamo tako službo nujne medicinske pomoči, da imamo tako izobražene, srčne in predane ljudi, ki to počnejo. Tako da res hvala vam, ker vam premalo krat to rečejo. Zdaj bom jaz izkoristil priložnost, da vas bom zasipal s tem, da bo vsaj do januarja potegnilo. Dobro? držalo. Da bo držalo. Hvala. In seveda hvala lepa Rdečemu križu, da upravlja in predavanja in vse ostale aktivnosti. Mi bomo vse aktivnosti, ki jih imate v mesecu oktobru, seveda objavili in Na naši spletni strani in na družbenih omrežjih. tako in o tem obveščali in osveščali, kako pomembno je. Tako da, Žan, hvala lepa. Sicer si prinesel s sabo še neke stvari, ki jih bomo tudi preizkusili, pa potem objavili na naših družbenih omrežjih, kdo bo zmagal, ker vse je tekma, kot smo Spet rekli. tekmujem pa. Ja, vedno. Ampak mimo tega, Žan, res hvala lepa. Z veseljem. Hvala vam, da širite našo besedo naprej do ljudi. Ja. Najpomembneje je to, da dosežemo čim več ljudi za Res tem, je. kar delamo. In da se seveda ljudje na to tudi odzovejo.